Dobrodošli na svečanosti ob odprtju prenovljene lekarne v Slovenskih Konjicah. Kljub spremenljivemu kislemu vremenu smo pričeli sončno, ubrano z našimi najmlajšimi, ki so nas pesmijo popeljali v današnje slavnostno dogajanje. Z nami so otroci prvih in drugih razredov iz osnovne šole ob Dravini, otroški pevski zbor, v katerem prepeva kar 54 otrok, pod vodstvom Romane Pokorn. Prisluhnili smo ljudski Sijaj, sijaj, sončece. Med nami danes še posebej sončno, toplo pozdravljam Mirana Gorinška, župana občine Slovenske Konjice. Florjana Jančiča, častnega občana občine Slovenske Konjice. Lilijano Grosek, direktorico Celjskih lekarn. Mirana Goluba, predsednika Lekarniške zbornice Slovenije. Predstavnike izvajalcev del, občinske svetnike, predstavnike krajevnih skupnosti, nastopajoče in seveda vse, ki ste svojo prisotnostjo počastili današnji pomemben trenutek. Celjske lekarne, kamor spada tudi Lekarna Slovenske Konjice, so četrti največji javni zavod na področju lekarniške dejavnosti v Sloveniji. Poleg 3 zasebnih lekarnarjev opravljajo lekarniško dejavnost na območju 12 občin Savinjske regije, tudi za občino Slovenske Konjice. Zavod ima odgovornost za ustvarjanje enakih možnosti dostopa do lekarniških storitev za prebivalce vseh občin ustanoviteljic zavoda in s tem odgovornost za sooblikovanje lokalnih planov zdravstvenega varstva v posameznih občinah. Seveda ni potrebno posebej poudarjati, kako pomembna je kvalitetna lekarniška storitev za naše občane in kaj se dogaja v krajih, kjer tovrstne storitve niso na voljo. Za uvodni pozdrav in besedo, zato prosim Mirana Gorinška, župana občine Slovenske Konjice. Izvolite. Spoštovana gospa direktorica, gospe in gospodje, Konjičanke, Konjičani, cenjeni gostje. So kraji in so prostori, v katere človek z veseljem gre, pride na obisk, in so kraji, kamor pravzaprav gre takrat, ko išče pomoč, ko išče neke vrste olajšanje. In obisk lekarne ponavadi sledi tistemu obisku pri zdravniku, kar pomeni, da si človek običajno ni želel, da bo šel v lekarno, pa vendar mora iti. In ravno zaradi tega je zelo pomembno, da takrat, ko človek išče pomoč, ko išče lajšanje bolečin, da pride tudi v prijetno okolje, v katerem osebje lahko dela, da je osebje tudi zadovoljno in da zmore tisti nasmešek, ki v takšnih trenutkih ogromno pomeni. Ravno zaradi tega je današnja slovesnost na videz majhnega gradbenega posega, pa vendar velikega pomena za vse nas, ki občasno ali pa nekateri kar redno zahajamo v te prostore na drugi strani ob ulici. In iskreno bi se rad zahvalil v imenu vseh občank in občanov, vodstvu Celjskih lekarn, gospe direktorici, da ste uvrstili to lekarno v plan obnov, ureditev, zato da se danes po skoraj 2-letnih delih lahko pohvalimo s tem, da je naša lekarna sodobna, prijetna, v katero človek z veseljem stopi. Mogoče bi v tem trenutku, ker smo ravno na tem parkirišču, opozoril še, ker verjamem, da bodo mediji kakšno fotografijo naredili iz te današnje slovesnosti, da je pravzaprav uradno parkirišče tukaj in ne na drugi strani. Zato bi apeliral vse koristnike uslug lekarne v Konjicah, da resnično uporabljamo to parkirišče in ne hodimo čez cesto tam, kjer ni potrebno, da ne bi
po nepotrebnem ogrožali svojo varnost, svoje zdravje in na koncev, kolikor sem slišal, tudi včasih po nepotrebnem polnimo državni proračun. Iskrene čestitke in še enkrat hvala lepa za tole pridobitev. Osebju želim, da se v tej stavbi dobro počuti, kajti samo lepo okolje in zadovoljni ljudje so lahko servis ljudem, našim občankam in občanov, tako da potem bomo vsi skupaj bolj zadovoljni. Ker pa smo Konjičani takšni včasih malo trmasti, včasih pa tudi zelo ponosni. In v našem grbu je konj, ki se vzpenja. Konj kot pametna, plemenita žival. Bi želeli, da tukaj pri lekarni visi tudi simbol naše občine in ker smo vsi skupaj državljanke in državljani Republike Slovenije, je prav, da na tem mestu visi tudi državna zastava. Zato bi prosil direktorico, gospod Liljano Grosek, da se mi pridruži, da ji poklonim darilo občine Slovenske Konjice, zastavo državno in, kot sem dejal, spenjajočega konja, ki je simbol ponosa in takšno naj bo tudi poslovanje Celjskih lekarn. Po tej simbolni in slovesni predaji zastav k besedi vabim Liljano Grosek, direktorico Celjskih lekarn, ki tudi z obnovo lekarne Slovenske Konjice dokazuje, da se vodstvo zelo dobro zaveda visokih standardov, ne samo glede kadra, ampak tudi prostorov in opreme. Izvolite, direktorica, beseda je vaša. Kako z nekaj stavki ali povedmi, kot se menda pravilneje reče, zaobjeti vse, kar se je zgodilo od začetka do konca, prenove, vse zaplete, vse ovire, ki smo jih morali premagati, vse spodrsljaje in pa seveda vse drobne zmage, ki so na koncu pripeljale do današnjega dne. Neuresničljiva zamisel je to, njena izvedba pa vnaprej obsojena na poraz. A današnji dan proslavljamo uspeh, dosežek, za katerega smo vsak na svoj način zaslužni vsi, tukaj prisotni in še kdo, ki ga danes ni z nami. Čeprav so si zgodbe o prenovah lekarn v zavodu ali tudi širše naokoli pravzaprav zelo podobne, ima ta konjiška posebnost. Lekarna Slovenske Konjice deluje v samostojni zgradbi, ki ima celo nekaj prostora za lastna parkirna mesta in površino za zelenje. V zgradbi je bilo še nekaj neurejenega prostora, ki smo ga pustili kot rezervo pri prejšnji prenovi pred skoraj desetletjem, in v zadnjih 3 letih smo tako postopoma preuredili notranjost, lani nadaljevali z ovojem zgradbe, ki smo mu dodali še nov predprostor za vhod in v letošnjem letu zaključili z ureditvijo parkirišč in zelenih površin. A zgodba se tukaj ne konča. Prej sezona, kot je sedaj navadi reči pri televizijskih serijah. V naših naslednjih sezonah res ne bo več tako obsežnih in hrupnih del kot doslej. Premikali ali dodajali bomo dodatno opremo, ki jo bomo potrebovali pri svojem delu, predvsem pa bomo za dobro izvajanje storitev in oskrbe zdravili ter drugimi izdelki seveda v polni meri uporabili vse, kar smo pridobili s sedanjimi izgradnjami. Drage sodelavke in sodelavci z vodjo lekarne Andrejo Hohle na čelu, hvala za vaše prizadevno in uspešno delo doslej in seveda ostanite tudi taki naprej. Sedaj še zahvala vsem načrtovalcem in izvajalcem del, nadzornikom, ki so bdeli nad pravočasno in kakovostno izvedbo del, našim zvestim uporabnikom in sosedam pa, da so potrpežljivo prenašali vse nevšečnosti med precej dolgo prenovo. K besedi pa vabim predsednika Lekarniške zbornice Slovenije, gospoda Mirana Goluba, ki bo povedal nekaj besed. Spoštovani gosti, dragi kolegice in kolegi. Meni je veliko veselje pri vsaki prenovi lekarne. Moram reči, da v zadnjem času se novih lekarn ne odpira kaj dosti, ampak prenavlja se pa veliko. In vsaka taka prenova, kot je recimo tale tu za mano, ki stoji, je en
kamenček v mozaiku približevanja kolegov farmacevtov k pacientom. Moram reči, bil sem prejšnji teden tukaj na verifikaciji te lekarne in narejena izredno dobro, bom rekel, ne samo prijazna do farmacevtov, ampak tudi do pacientov. Če gremo gledati od teh svetovalnih prostorov in tako naprej. Jaz upam, da bojo kolegi farmacevti še navezali še bolj pristen stik z pacienti in da bojo pacienti to lahko s pridom koristili. Pa sedaj vabim, da se skupaj sprehodimo do tako imenovanega glavnega vhoda lekarne, kjer bomo tudi uradno predali v uporabo prenovljeno lekarno Slovenske Konjice. Napovedujem najbolj slovesen trenutek današnje prireditve, uradno odprtje prenovljene lekarne Slovenske Konjice. Vabim Mirana Gorinška, župana občine Slovenske Konjice, Liljano Grosek, direktorico Celjskih lekarn in Andrejo Hohler, vodjo lekarne Slovenske Konjice, da pristopijo k drogovom, kjer že ponosno plapolajo zastave celjskih lekarn. To.